Živijo, ste se kdaj vprašali, kaj se zgodi s pismom, ko ga vržemo v nabiralnik? Jaz sem pisala Infodromovcem, zdaj pa bom raziskala vse, kar se zgodi, preden pismo dobijo v uredništvu Infodroma. Kaj se zgodi s pismom takoj zatem, ko ga vzamete iz nabiralnika? Pošiljke najprej posortirajo, nato jih pa požigosajo in odpravijo v pristojni logistični center. Ali na pošti poznate vse kraje v Sloveniji, zato da lahko pravilno usmerite pošto? Kar res, mi po poštnih številkah, ki so navedene na pošiljkah, dejansko usmerjamo po nekem sistemu. Veliko pomoč nam je pa seveda neka računalniška programska okolja na paketnem usmerjevalniku in pa tudi na pisenskem usmerjevalniku, kjer v bistvu mašina, stroj sam prepozna, katera poštna številka je zapisana in tudi na podlagi tega pošiljko usmeri. Kaj pa v prazničnem času, je pošiljk kaj več? Beležimo porast paketnih pošiljk, beležimo pa tudi porast pisenskih pošiljk, kar približno 3 milijone v decembru več, kakor pa pretekle oziroma ostale mesece v letu. V primeru, da se pošta zgubi, kaj naredite? Pri pošiljkah zaradi pomanjkljivih naslovov ne moremo takoj ugotoviti, kam je pošiljka naslovljena, ne? In potem v teh primerih pač probamo poiskati manjkajoče podatke. Če pa se ne da, pa pošiljko vrnemo pošiljatelju. Če pa še na pošiljki ni možno ugotoviti pošiljatelja, pa se pošiljke shranijo kot neizvršljive. Tako da jih 1 leto hranimo še na pošti, tako da imajo pošiljatelj ali pa naslovnik še možno jo poiskati pri nas. Moje pismo je zdaj že skoraj pri naslovniku. Infodromovci, zelo rada vas spremljam in vam v prihodnjem letu želim še veliko dobrih novic in zanimivih zgodb. Srečno!